Danes vam bomo predstavili 62. Agro, ki bo odprla svoja vrata 24. avgusta. Letošnja Agra, ki je, bi lahko rekli, da ponovno dosegla tiste predkoronske številke z 1720 razstavljavci, ki prihajajo iz 35 držav in preko 70.000 kvadratnih metrov razstavnih površin in vzorčnih nasadov, je pravzaprav največji sejem v tem prostoru. Tako kot je že tradicija, na sejmu sodeluje tudi država partnerica in tokrat je država partnerica Bolgarija. We are really proud that now for the first time Bulgaria will country partner to the Agra this year, and it is really a possibility for us to present Bulgarian agriculture. Bulgaria has rich traditions in grain production. What is Bulgaria is very well known here in Slovenia is the production of essential oil crop. We are often asked people from our embassy about Bulgarian rose, about Bulgarian lavenders and its products. We invite you to visit our national stand. It would be Hall C3. 14 companies will present Bulgarian products. Poleg Bolgarije imamo seveda tudi tradicionalno že tukaj tudi Mađare. Lansko leto smo imeli prvič tudi Ukrajino in tudi letos bojo prišli spet ponovno Ukrajinci. Imamo tudi že Senegalce, ki so tudi že, lahko rečemo, tradicija, letos še s celo večjim prostorom. Hkrati letos tudi povečuje Avstrija svojo prezentnost. Novost, bi lahko rekli, letošnjega leta je tudi Ghana. In hkrati tudi lahko omenim, v hali A imamo tudi, bi lahko rekel, nizozemski kotiček. Na sejmu nastopajo vse vodilne institucije, tako da seveda tehtno in zanimivo dogajanje bo pripravila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svojem razstavnem prostoru v hali A. Lansko leto so primerno bili tukaj pri nas tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki letos bo spet prisotno. Ne manjka tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor. Oni se predvsem predstavljajo z skupnostjo naravnih parkov Slovenije. Imamo tudi Ministrstvo za okolje in podnebje in energijo. Potem seveda ne manjka Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, potem Zadružna zveza Slovenije, potem Gospodarska zbornica Slovenije, oziroma Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Potem seveda ne manjkajo tudi predstavitev šolstva. Zavod za gozdove ima svojo, tudi seveda zelo pomemben partner sejma, pa tudi seveda Zveza slovenske podeželske mladine. Tisto, kar je zanimivo in pa poučno za obiskovalce, torej to so v bistvu zanimive predstavitve, nepozabna doživetja, ugodni nakupi in pa odlična kulinarika. Zvrstila se bodo številna tekmovanja in pa družabni dogodki. V halo D vas vabi zopet na fotografiranje 3D art muzej, na maneži potekajo vsak dan predstavitve živali, po vzorčnih nasadih, kot rečemo sedaj v permakulturnem centru, vabljeni tako, da si spočijete dušo, napasete oči in poiščete strokovne nasvete. Brbončica bo razvajala pestra gostinska ponudba kot vsako leto, letos noviteta, se pravi ekološka ponudba hrane. In pa v halo D2 in pa v halo D1 pa v bistvu vabita otroška kotička, kjer bodo otroci spoznavali posamezne, bom rekla, živali. Razen v otroških vrtcih in pa delavnicah pa bodo lahko najmlajši uživali tudi v Luna parku in pa ob napihljivih igralih, ker sejem enostavno brez tega tudi ne more miniti.